Pozdravljeni! V kratkem videu vam bomo predstavili vnos opisa fizične aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v e-orodje za poročanje Mobility Tool Plus. Opis aktivnosti v e-orodje lahko vnese le glavna koordinatorska organizacija. Glavna koordinatorska organizacija v e-orodje vnese opis aktivnosti, vse organizacije, ki so se te aktivnosti udeležile, z izjemo organizacije gostiteljice, pa vnesejo podatke o svojih udeležencih. Kot že omenjeno, mora opis aktivnosti vnesti koordinatorska organizacija. V zavihku Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja se s klikom na gumb Ustvari odpre možnost opisa aktivnosti. Za ustrezen opis je treba izpolniti vsa polja, ki imajo pod poljem za vnos zapisano zahtevana vrednost. Polja, ki jih je treba izpolniti, so: polje številka aktivnosti. Predvidene LTT aktivnosti v prijavnem obrazcu že imajo svoje oznake, na primer C1, C5. Iz izbornega menija izberite ustrezno oznako. Če gre za nepredvideno oziroma dodatno aktivnost, iz izbornega menija izberite oznako, ki jo v prijavnem obrazcu niste uporabili. Številčenje naj se smiselno nadaljuje. Polje vrsta aktivnosti. Iz izbornega menija izberite ustrezno možnost, ki opisuje vašo aktivnost. Kratkotrajni dogodki za skupno usposabljanje osebja, če je bila aktivnost namenjena le osebju, ter kratkotrajna izmenjava skupin učencev, če je bila aktivnost namenjena učencem, dijakom. Polje naziv. Če gre za aktivnost, ki je bila predvidena v prijavnem obrazcu, vpišite naziv, naveden v prijavnem obrazcu. V primeru nepredvidene oziroma dodatne aktivnosti vpišite naziv, ki je skladen z ostalimi aktivnostmi oziroma projektom. Polje vodilna organizacija. Iz izbornega menija izberite organizacijo, ki je dogodek gostila. Ni nujno, da je to glavna koordinatorska organizacija projekta. Polji država dogodka in kraj dogodka se avtomatično izpolnita, ko izberete vodilno organizacijo. Polje virtualna kombinirana fizična aktivnost. Iz izbornega menija izberite fizična. Polje datum začetka. S klikom na ikono koledar na desni strani polja se vam odpre koledar, v katerem označite datum prvega delovnega dne aktivnosti. Polje datum konca zaključka. S klikom na ikono koledar na desni strani polja se vam odpre koledar, v katerem označite datum zadnjega delovnega dne aktivnosti. Polje trajanje v dnevih se avtomatično izpolni, ko vnesete datum začetka ter konca aktivnosti. V trajanje aktivnosti ne vključujemo dni za pot. Polje število lokalnih udeležencev. Vpišite število sodelujočih oseb organizacije gostiteljice, koordinatorska organizacija naj podatek pridobi pred vnosom LTT aktivnosti v e-orodje. Polje opis aktivnosti. V tem polju opisno predstavite aktivnost. V pomoč so vam vprašanja navedena nad poljem. Da bo opis razumljiv vsem sodelujočim organizacijam, priporočamo, da je pripravljen v angleškem jeziku oziroma v jeziku partnerstva. Ko so vse zahtevane vrednosti vnesene, se na dnu strani pojavi zelen gumb Shrani. S klikom na ta gumb vneseno shranite. Ko boste opis shranili, bo aktivnost vidna tudi ostalim partnerjem, ki bodo pridobili možnost vnosa svojih udeležencev. Popravki posameznih polj so možni, dokler eden od partnerjev ne vnese podatka o svojih udeležencih.